Dragi sledilci, rad bi govoril z vami o eni meni osebno veliki problematiki. Mislim, da se strinjamo vsi, da vsak biološki oče ali pa mama ni nujno, da je lahko najboljši starš svojemu otroku. Poznamo primere, kjer se pač izvaja tako ali pa drugačno fizično, psihično nasilje nad otroci in pač jaz nikakor to ne bom nikoli podprl. Mislim, da bi vsak otrok si zaslužil živeti v eni zdravi, normalni družini. Ampak tist, ki bo mene uspel, pa mislim, da mu ne bo ratal nikoli, prepričati, da je za otroka čist ok in zdravo, da živi v družini, kjer sta oba starša istega spola, no to mislim, da me noben ne bo prepričal. Naslednji story bom probal razložiti, ne vem sploh, kje da začnem. Kakor ste videli iz tega storija, Katka Bogataj poriva svoje nožne prste njunemu otroku, ki ga ima s to partnerico Katjo Bogataj, če se ne motim. In pač razlaga, da ima verjetno v šali, ampak tudi če je v šali, da ima očitno otrok fetiš po mamici in sicer prste nožne, da ima v ustih. Kdorkoli odobrava tak način starševstva in izpostavljanja otroka na tak način na socialnih omrežjih, je za mene neuravnovešena oseba. Ne upam si noben grdiš izraz uporabiti, ki bo spet problem, ne. Vsi tisti, ki mirno opazujete to in ne izpostavljate te problematike, ne govorite o njej, na nek način podpirate to oziroma se brigate zase, češ imate svoje probleme. Ampak mislim, da se bližamo momentu, ko ta družba, ta demokracija in ta svet, ki ga danes poznamo, mora priti k enemu koncu oziroma čistmu propadu. Ker tako, kot je Rimsko cesarstvo propadalo, ko so začeli homoseksualce nazivati božji otroci, tako tudi mislim, da je cajt, da ta družba kot taka popolnoma razpade in pitaj Boga, v katero smer gremo potem. Meni je res žal, da gledam take stvari. Bojim se, da bomo kmalu začeli podpirati pedofile in govoriti, da je to pač čisto nekaj normalnega. Vsi tisti, ki me boste nazivali zaradi tega, da sem nek homofob ali da diskriminiram to vrsto ljudi, ki so za moje pojme psihični bolniki, napadite mi, govorite kar hočete, ampak jaz svojega mišljenja ne bom spremenil, svojih načel, svojih moralnih vrednot ne bom spremenil. Sam nisem popoln človek, ogromno napak imam, ampak mislim, da nekje mora obstajati meja. In vseeno mi je, kaj ljudje počnejo za štirimi stenami med sabo, odrasli ljudje. Ampak ko prihajamo v fazo, ko se začnejo na tak način izpostavljati otroci in seksualizirati otroke na tak način, potem začnem doživljati eno močno frustracijo znotraj sebe in enostavno ne vem, kaj narediti. A se spomnite Čeglaja in njegove afere, ki je komentiral tiste punce? Čeglaj je čez noč izgubil sponzorje, vse prihodke, ki jih je dobil na račun svoje slave. Katka Bogataj je ponosna ambasadorka Lidla Slovenije. Lidl je tudi ena izmed trgovin, v katerih jaz nakupujem. Ampak od danes naprej se vprašam, če bom še kdaj kupil kakšen izdelek, glede na to, da imajo z ambasadorja nekoga, ki se dobesedno igra predigre z otrokom, mladoletnim otrokom, dojenčkom in ki mu poriva prste nožne v usta in ga to spominja na fetiš njegove druge mame. Vprašajte se, koga Lidl Slovenija podpira, pa napišite zdaj njim sporočilo.
In glede na to, da je to že rato nek močan lobby, v katerem se ogromno denarja vrti, ogromno enih finančnih sredstev se zbira, da se take stvari promovirajo, odobravajo. Rad bi pozval vse influencerje, ki podpirajo LGBTQ community, oziroma tiste, ki dobesedno prijateljujejo s Katko, s Katjo, s komarkoli od teh dveh, naj jih probajo zagovarjati v tem smislu. Na vse to, kar sem imel zapovedati, bi rad videl nek konstruktivni odgovor, neko razlago, neko pojasnilo. Rad bi videl vse te influencerje, ki so jim prijatelji, ki jih podpirajo, ki so jih do zdaj podpirali, da jih podpirajo tudi v tej smeri. Za ta story, za ta dotični story in da naj to argumentirajo. In zakaj mislim, da se velika večina influencerjev ne bo odzvala na to, ne bo vtikala v to zadevo, ne bo komentirala to na svojih storih, ker velika večina influencerjev ima svoje sponzorje in imajo podpisane pogodbe in morajo paziti, kaj govorijo, o čem govorijo. In to za mene ni nič drugega, kot kupljen profil, zakupljen človek, zakupljene avtorske pravice tega, ki dela ta content na temu profilu. In dobesedno jih je večina, velika večina ratala k neke marionete, ki jih vodijo drugi, vodijo večje firme, zato da oni lahko normalno živijo, da se preživljajo tega in da imajo nek normalen life. In hvala Bogu, držal se bom svojega nenapisanega pravila, da ne rabim sponzorjev, ne rabim nobenega, da me financira, samo zato, da ostanem jaz kot jaz. Vsi tisti, ki nameravate ostati tih in ste sebični glede tega oziroma ne želite govoriti o tem problemu, zapomnite si eno stvar, ki sem jo prebral nedolgo nazaj. Dober človek je tisti, ki posadi drevo in ve, da v njegovi senci ne bo mogel nikoli uživati, ampak to naredi izključno za druge, za bodoče generacije. To je samo asociacija na to, da ne glede na to, koliko ste nemočni, v vsakem primeru lahko vsaj nekaj naredite, da izboljšate ta svet za bodoče generacije. Ne biti sebični, na tem svetu smo sami popotniki, ampak legacy in tisto, kar puščamo za sabo, je zelo pomembna stvar. Razmislite, še enkrat dobro razmislite. Ura je 1 zjutraj, jaz sem se stošeril, ker sem bil cel prešvican. Ne da mi miru, jaz ne moram še iti spat. Jaz se zdaj poskušam postaviti v glavo te Katke Bogataj. Poskušam jo razumeti, kako je sploh ta story nastal. Kakšen mora ta oseba imeti, da poriva oziroma pusti, tudi če je otrok sam hotel posesati njen prst na nogi, da pusti otroku, da sesa ta prst glede na to, da hodi, pa tudi po stanovanju, nikoli ne more biti čisto po tleh, kakorkoli da pucamo. Da otrok sesa njen prst, da ona vzame telefon, naredi fotko in objavi to na Instagram. Poskušam razumeti, kako ta njen deluje. Dajte se samo postaviti v njen položaj, pa proba to razumeti. Sprav, gremo še enkrat čez. Otrok sesa njen prst. Ona vzame telefon, slika to, objavi na Instagram in zraven dopiše še, da ima očitno otrok tak fetiš kot mama, pač kot njena partnerica. In da njen ne sprocesira, da to je pa mogoče sporno, da to pa mogoče ni za Instagram. V bistvu sploh ni. Kaj šele za Instagram? Sploh ni, tudi za 4 stenami se to ne bi smelo dogajati. Objavi to in pusti gor do trenutka, ko ji začnejo ljudje pisati, da to ni okej, da je to bolano, da kaj z njo narobe. In njen reče, eni se bunijo, mogoče bom pa zgubila sledilce zaradi tega. Bolj, da jaz to zbrišem, pa sploh ne govorim o temu, ne argumentiram, zakaj sem to objavila in upam, da noben ne bo govoril o temu, ker jaz pač ne dojemam, da je to narobe. No in če ste si pozorno prebrali
prejšnji screenshot je očitno nek Dominik pisal njej na privat, bil je očitno njen sledilc in je ugotovil, da je to bolano in da je to sporno in da se čudi določenim stvarem, ki se pač dovoljujejo danes. In na vse to, kar je on imel za napisati, je njen odgovor, ok, Dominik. Njen še zmer ni sprocesiral, da mogoče to, kar je naredila, je narobe. Mogoče je to obsojanja vredno. Mogoče je naredila napako. Ne. V njenih očeh to ni sporno. V njenih očeh je to dovoljeno. V njenih očeh, verjemite meni, jaz se moram tokrat v jeziku grizen. To je neverjetno. In dragi moji, ki me spremljate in poslušate, ona je ta story zbrisala izključno, da se ljudje ne obrnejo proti njej, ne zato, ker je dojela, da je to narobe, ampak ker je dojela, če se določena masa ljudi obrne proti njej, bo ona mogoče izgubila sponzorje. Ker ona dejansko je odvisna in od Lidla in videl sem jo še, mislim, da na nekih reklamah Redu, tudi za njih se sprašujem, če je vse ok pri njih. Da ne izgubi te sponzorje, je pač raj izbrisala. Preventivno. Jaz se bojim, kaj se dogaja s tem otrokom za 4 stenami. Dajte se vprašati. Lepo je videti svojega otroka, ki je na varnem pri vas doma, ampak kaj pa mogoče kakšni otroci doživljajo drugje? In presenečen sem, da je profil uspel zdržati celih 10 ur, odkar sem začel objavljati ta problem. Sploh me ne preseneča, da sem izbrisal profil. Tisti, ki ste videli moje storije, veste, o čemu sem govoril in da na kakršenkoli način nisem kršil pogojev, ampak očitno je ta lobby toliko močan, da enostavno drugače, kakor da me probajo tišati, ne znajo.